V čast mi je, da lahko na oder povabim posebnega gosta današnje prireditve, predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. Spoštovani visoki gostje, gospe in gospodje, spoštovana gospod Mrak, sprejmite najprej vi osebno izraze moje velike, iskrene hvaležnosti, da ste me danes povabili medse ob tej priložnosti. Izkoristil jo bom za dve stvari. Najprej za izraze mojega velikega občudovanja, in kolikor mi položaj predsednika Republike to omogoča, tudi za izraze moje in naše velike hvaležnosti za delo, ki ga opravljate skupaj z vašimi kolegicami in kolegi tukaj v UKC-ju in vse povsod v zdravstvenih ustanovah po naši državi. Brez vašega predanega dela si ne znamo predstavljati našega zdravja. Druga stvar, ki bi jo rad ob današnji priložnosti povedal, pa mogoče ne sodi na take vesele dogodke, vendar čutim dolžnost, da jo prav danes povem, ker se mi zdi, da ostajajo ta opozorila preslišana. Preden se je začela epidemija, smo bili dolžni ugotoviti, vsi tudi tisti, ki nismo poznavalci zdravstvenih sistemov, da po 20 letih slovenski zdravstveni javni sistem potrebuje strukturne spremembe. Drugače ne bo uspešen, ne bo dostopen, predvsem pa tudi ne bo v enotnem zdravstvenem evropskem sistemu konkurenčen. Če smo, spoštovane gospe in gospodje, to ugotovili pred to krizo zdravstveno, potem zanesljivo lahko rečemo, čeprav nismo poznavalci, da kriza teh problemov ne bo odpravila, ampak jih bo samo poglobila. In v tem smislu pravim to danes vam v enaki meri, kot sem to rekel tudi včeraj predsedniku vlade, ko sva se v neformalnem pogovoru pogovarjala o tem vprašanju. Čeprav je zdaj zaradi vrste razlogov najbolj težko, je verjetno zdaj zadnji pravi trenutek, da slovenska politika in stroka skupaj, ne glede na razlike in prav zaradi njih, tako znotraj stroke, kot znotraj politike in med njima, strne vrste in naredi vse, kar je potrebno za to, da damo en nov, svež, strukturni zagon, pogon, pogoje slovenskemu javnemu zdravstvenemu sistemu, med njimi tudi UKC. Zato bo seveda potrebna velika potrpežljivost, strokovna in politična, izjemen občutek za dialog, vendar si brez tega ne znam predstavljati, da bi kljub temu, da so to težki pogoji, zamudili to enkratno priložnost, da v situaciji, ko tudi zadnji človek v naši deželi razume pomen vašega poklica, da ne bi izkoristili to za potrebne spremembe, ki bi tudi po času epidemije in pandemije omogočili, da bomo Slovenci imeli zdravstveni sistem, javni zdravstveni sistem, s katerim bomo zavarovali zdravje naših ljudi in bomo lahko tudi konkurenčni v enotnem evropskem zdravstvenem sistemu. Moja ocena je, in to sem dejal včeraj tudi predsedniku vlade, pravim to kot nepoznavalec zdravstvenih sistemov, toliko razumem probleme, kolikor sem se leta 2009, 2010 in 2011 udeleževal in deloma tudi vodil pogajanja o dveh zakonih o zdravstveni dejavnosti in zdravstvenem zavarovanju kot predsednik vlade. Mi ta hip delamo na vaš etični pogoj. Mi se zdaj zanašamo na to, da vi zaradi srčne predanosti vašemu poklicu in vašemu poslanstvu perfektno opravljate vaše delo. Ampak, če smo pošteni, moramo ugotoviti, da se pogoji za to, da opravljate to vaše poslanstvo, strukturno slabšajo. Ne govorimo o slabšanju čez noč, govorimo o strukturnem slabšanju teh pogojev. In včeraj sva rekla s predsednikom vlade, da je potrebno reči vse, od plačnih sistemov do pogojev za delo, ki zadevajo vse razsežnosti tega, da vi lahko
brez skrbi za drugo opravljate svoje vaše osnovno poslanstvo. Hotel sem torej danes reči, da ob tem, ko vam izrekamo izraze našega občudovanja, ko ugotavljamo, da brez vas ne moramo mi kot predstavniki politične oblasti skupaj z visokimi predstavniki vaših institucij in celotne stroke prej ali slej zdaj sesti za mizo in poiskati nekatere najbolj bistvene rešitve za probleme, ki so vsem očitni in se bodo po krizi samo še bolj razgalili. Zdajle tudi vi, pa mi popravite, spoštovana gospa Mrak, ali vi, spoštovana gospa predsednica zbornice, zdajle tako rekoč delate s polno paro in to vaše predano delo ustvarja vtis, da ni problemov. To je najbolj nevarno. Problemi se bodo, ko bo minila ta kriza, pokazali, ker deloma boste nekateri odšli, deloma nekateri ne boste več morali delati 120%, deloma bo nastali drugi problemi, ki bodo potem te probleme, ki jih imamo, še bolj razgalili in pokazali v še večji meri. Zato tudi vi prihajate k meni, gospa predsednica zbornice, z vašimi sodelavci in niste edini. V zadnjem času do mene in do moje pisarne prihaja več posameznikov in recimo temu ustanovskih ustanov, ki mi opozarjajo, da je, čeprav je položaj sedaj težak, zdaj verjetno najboljši trenutek za to, da se usedemo in pogovarjamo. Ne bomo čez noč našli rešitev, ampak če jih bomo iskali tudi v enem socialnem dialogu, ki zadeva vaše pogoje, bomo morda našli, ne morda vse, ampak kakšne pomembne rešitve, ki nas bodo obvarovale pred tem, da bomo čez leto ali dve ugotavljali, da smo pravzaprav imeli priložnost v najtežjih trenutkih, pa smo jo zamudili, zato ker nismo bili na ravni zgodovinskega trenutka. Tak, zdaj je. Zdaj vsi ljudje po Sloveniji vedo, da brez vas ne moremo. Ampak to, da smo vam vsak dan samo hvaležni, oprostite, to ni dovolj. Zdaj moramo pokazati hvaležnost tem, da se vsi skupaj lotimo dela in ga opravimo tako, da rešimo nekatere probleme, ki vas skrbijo. Ko vi pridete v službo, vas mora skrbeti samo eno in to je zdravje pacienta. Ne pa drugi pogoji, za katere smo odgovorni tisti, ki smo poklicani za to, da jih ustvarjamo.